Ja, star rek pravi, kdor hitro da, dvakrat da, in očitno ste se tudi pri nogometnem klubu Domžale tokrat res hitro odzvali na situacijo v Ukrajini. Anina zvezdica je organizacija, s katero kot športni klub najdalj sodelujete, in tokrat se je pokazala priložnost, da tudi v tej situaciji skupaj nekaj dobrega naredite. Ja, res je, z Ano že več kot 10 let mislim, da sodelujemo zelo plodno. Nažalost je situacija trenutno na to nanesla, da tudi Ana pri tem zelo aktivno sodeluje in je pri tem tudi zelo uspešna. Mi bi pa radi seveda kot vedno svoj majhen delček temu dodali. Dodatno nas je pa spodbudila še prijateljska tekma naših mladih ekip z mladimi Ukrajinci, ki so trenutno nastanjeni v Sloveniji, tako da tudi malo v solidarnost z njimi bomo poskušali nekako cel teden posvetiti tej tematiki v našem klubu. Kako lahko navijači rumene družine pomagajo? Na vseh naših kanalih bodo objavljeni izdelki, ki jih bomo zbirali. Toplo vabljeni, da prinesete že prej v klubski bar, vkolikor pa ne, pa na tekmi bo klasičen režim, torej 2 izdelka za zamenjava za vstopnico za vse navijače, tako da glede na to, da gre za lokalni derbi, res pozivam vse Domžalčane, da pridejo na tekmo, da naredijo nekaj dobrega, pa da pogledajo naš občinski derbi v prvi ligi. Mladi Ukrajinci žal so bili zaradi situacije primorani zapustiti domovino, trenutno so v Logatcu, in seveda je padla ta ideja za 2 tekmi v 2 različnih starostnih kategorijah. Kaj ste pripravili za njih? Ja, to bo eno športno popoldne za njih. Bomo jih seveda počastili tudi z enimi picami. Mislim, da imamo nekaj žog pripravljenih, nekaj opreme, da jim pomagamo, da bodo lahko nabrali. Mislim, da imajo trenerji tudi nekaj težav zdaj. Tukaj, če bomo kakšno soglasje našli, bomo ravno tako poskušali priskočiti na pomoč, kolikor se le da. Seveda so to le neke naše geste, ampak verjamem, da bodo začutili neko podporo, mogoče v teh dneh, da jim bo zaradi tega malo lažje, ker preživljajo pa res grozne stvari in mislim, da vsi se jim lahko samo pridružimo v želji, da se te grozote čim prej končajo in da se lahko čim prej vrnejo domov k svojim družinam, kamor tudi sodijo. V vmesnem času pa verjamem, da bomo vsi v Sloveniji zelo lepo poskušali poskrbeti za njih.